Gasilci so steber civilne zaščite, rešujejo življenja in premoženje tako posameznikov kot tudi skupnosti. V studio danes prihaja poveljnik zveze, ki je ena najbolje organiziranih. Letos praznujejo 70 let delovanja tudi izven ozkih občinskih meja, saj delujejo po načelih solidarnosti. Pa vendarle, občani ne razumejo vedno, kako tudi pri manjših nesrečah v prometu na primer posredujejo le gasilci iz velikega središča in puščajo ob strani lokalne gasilce, in to celo na območju druge zveze. Odgovor na to in še druga aktualna vprašanja bo zagotovo vedel poveljnik z visokim činom v gasilski organizaciji. Boris Peternelj, pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav tudi vam. Kako se počutite ob tem 70-letnem jubileju? Dokaj mlado. Počutimo se ponosne, da je že 70 let organizirano delujemo kot gasilska služba v tej občini, seveda tudi skozi zgodovino, tako da, predvsem ponosno se počutimo v tem jubileju. Začetki organiziranega gasilstva na območju zveze pa segajo pravzaprav leto 1955. 29. maja tega leta je bila ustanovljena Gasilska zveza Idrija s tem imenom. Tako je. Takrat, okrog leta 1955, se je na Slovenskem pričelo z ustanavljanjem teh gasilskih zvez, ki so se večinoma združevale na nivoju takratnih občin, in na našem območju, na takratnem območju občine Idrije, ki je pa seveda obsegala tudi še današnjo občino Cerkno. Takrat je bilo ustanovljenih na tem območju 7 gasilskih društev in so se povezali v občinsko gasilsko zvezo Idrija. Prvi predsednik je bil Zori Čuk iz gasilskega društva Idrija, prvi poveljnik pa vaš predhodnik na funkciji poveljnika pa Franc Tušar iz Plužen. To je na račun tega, ker je pravzaprav zveza objemala obe današnji občini, ne? Tako je. Tudi kar smo pogledali po zgodovinskih zapisih oziroma po zapisih od začetka zveze in do sedaj, se je dokler, bomo rekli, je bila ta občina Idrija zavzemala do območja današnjih občin Idrija in Cerkno, se je nekako vedno poskušalo, da je bila, bom rekel, ena funkcija, na primer predsednik iz tega dela, iz idrijskega območja, poveljnik Cerkljanske, ali pa obratno, če je bilo to seveda le mogoče speljati. Pomembna novost je prišla leta 1996, ko se je ustanovila občina Cerkno in s tem tudi so Cerkljani dobili svojo gasilsko zvezo. Takrat se bi šel drobiti v teh prvotnih zvez, ker nastale so nove občine. To se je dogajalo ne samo pri nas, ampak po celi Sloveniji. In takrat se je iz, bom rekel, dokaj velike gasilske zveze Idrija, ki je takrat vsebovala 18 gasilskih društev, se je razdelil ravno na polovico, 9 na gasilsko zvezo Cerkno in 9 na gasilsko zvezo Idrijo. Tako da lahko rečem, da smo še obe dve zvezi, tudi zdaj zvezi z največ društv v severnoprimorski regiji. Bi bilo bolje, če bi delovali skupaj? Če govorimo samo o operativnem področju, bi verjetno to bili še močnejši, seveda, ne? Če stopimo skupaj, je to več sile, več vsega. Vendar pa tukaj je še veliko drugih faktorjev, za katere pa seveda v nekaterih zadevah bi bilo boljše, nekaterih pa verjetno tudi ne. Lahko pa ob tej priliki poudarim zelo dobro sodelovanje z Gasilsko zvezo Cerkno. Na področjih, kjer lahko sodelujemo, redno sodelujemo, to so na primer področje tekmovanj gasilskih, na področju izobraževanj, in pa tudi, če pride do kakšne večje intervencije, bodi si na našem ali njihovem območju delovanja, tukaj mej dejansko ni. Takrat padejo mejo, ko je sila, ko je treba pomagati, reševati. Tako, naš cilj je vedno isti, pomagati ljudem v nesreči, in tukaj mej takrat ni. Gasilska zveza Idrija, torej danes 1242 članov, to je kar veliko. Če pogledamo na število prebivalstva občine Idrija, je to kar velik odstotek. In seveda, nekako še vedno, tudi predvsem na podeželju, so gasilska društva tudi še vedno nosilec te družbene dejavnosti, poleg tega seveda so tudi druga društva, vendar pa skozi zgodovino in tudi zdaj še to obdržalo,
da so gasilska društva in ta, nosilec družabne dejavnosti, centri nekaj tako in ja, je kar veliko, ima kar veliko članstvo, moram reči, da smo zadovoljni s tem. To članstvo je veliko, čeprav vidim v podatkih, da operativnih gasilcev, to pomeni gasilcev, ki gredo na intervencijo ob klicu na pomoč, je pa bistveno manj, le skoraj vsak četrti oziroma 360 je operativnih gasilcev. Tako je. Tukaj moramo seveda se zavedati, da članstvo upošteva vse člane. Poleg operativnih gasilcev, ki so jedro tega sestava, pa imamo tukaj še gasilsko mladino. Tudi veliko odstotek gasilske mladine, seveda brez dela na mladini prostovoljstvo ne bo šlo naprej. Tukaj so naši zaslužni veterani, ki so pripeljali do tega, da lahko praznujemo 70 let gasilske zveze. Imamo tudi še podporne člane, in tako da potem to članstvo nanese kar taka številka, ali pa so tudi še poleg teh operativnih članov imamo tudi tako imenovane rezervne operativne člane, kateri bodisi zaradi določenih razlogov trenutno ne delujejo kot operativni gasilci, so pa, bi rekel, nekako zraven, morda pa v bodoče se spet vrnijo kakorkoli zaradi raznih razlogov, ker vedeti moramo, da operativni gasilec za svoje delovanje poleg vseh izobraževanj potrebuje tudi veljavno zdravniško potrdilo, ne? To pač osnovni pogoj. Tako da ja, potem ta številka je dokaj normalna, če pogledamo, ne? Pozabili ste omeniti članice. Ja, zato ker res članice so vseh zvrsteh, od mladincev, pionirjev, operativnih gasilcev in jaz jih štejem pod nas, pod eno streho. Operativne enote posredujejo ob požarih, naravnih nesrečah, načeloma v svojem delokrogu v bližini, kjer so najbolj učinkoviti in kjer tudi poznate svoj teren. Že prej pa ste rekli, da v primeru večjih nesreč delujete kjerkoli pravzaprav. Naša primarna dejavnost je na območju občine Idrija. V primeru večjih intervencij, na primer bile so poplave v Slovensko-Šaleški dolini leta 2023, velik požar na Krasu, in tako naprej. Takrat pa seveda mi delujemo tudi izven svoje občine, primer tudi neurja v Cerknem, če smo že prej omenili občino Cerkno, smo zopet sodelovali. Tako da gremo tudi izven svoje občine, seveda na poziv z nivoja severne primorske regije, bodisi države. Tako da ja, delujemo pač, če prije do poziva, do poklica, pa seveda gremo tudi ven. Ampak primarno je naše delovanje znotraj občine Idrija. Posebno delovanje tudi na področju reševanj prometnih nesreč v cestnem prometu. Tam mislim, da imajo gasilci idrijska enota, da ima posebno koncesijo. Za katero območje? PGD Idrija ima koncesijo za, kot ste omenili, reševanje v primeru prometnih nesreč, v primeru izleta nevarnih snovi in v primeru nesreč na vodi, se pravi reševanje na in iz vode. To koncesijo podeljuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. To so pa so določena gasilska društva, tako poklicna kot prostovoljna, razporejena po celi Sloveniji. In PGD Idrija ima območje delovanja, se pravi na območju današnje občine Idrija in občine Cerkno, v primeru teh nesreč. Zato je včasih malce nenavadno, da na primer nesreča se zgodi nekje na Cerkljanskem, pa pridejo idrijski gasilci, če gre pač za tako specifično nesrečo, ne? Ja, to je seveda določeno s strani države. Tukaj ne govorimo o občinskih mejah in o temu. Ta sistem je že v veljavi tudi od leta 1993. In seveda pa lahko pa potrdim, da v primeru nesreče na Cerkljanskem se aktivira tudi Cerkljansko društvo, ki prije kot pomoč, vendar pa nosilec dejavnosti na intervenciji pa je seveda koncesionar. To govorim samo, če je med koncesionarjem in določenim društvom nek dogovor o aktiviranju, ampak to je zadeva pač, ki je izven tega konteksta sam. Največ pa mora ta koncesionar imeti tudi ustrezno usposobljeno moštvo in tudi ustrezno opremo. Vsekakor, tukaj govorimo o specifičnem delovanju. Tukaj tudi s to koncesijo tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotavlja določena sredstva za nabavo te opreme, kot tudi seveda za izobraževanje gasilcev. Veliko pa seveda je tukaj delo na samem društvu, da skrbi za opremo,
da izobražuje svoje člane na rednih vajah, ne, tukaj govorimo pač so zares specifične zadeve in potrebno dosti znanja, dosti izobraževanja. Omenili ste izobraževanje, to je najbrž s ciljem strokovnega in tudi predvsem varnega posredovanja, ne? Gasilec ne sme svojega življenja izpostavljati. Se strinjam z vašim besedami, vendar pa vsakeč, ko smo na intervenciji, smo izpostavljeni. Čim gre za intervencije v primeru večjih požarov, večjih poplav, če posredujemo v teh nesrečah, seveda smo izpostavljeni. Na nas pa je, da se dobro pripravimo. To pa so izobraževanja, zato tudi prej, kot smo prej imeli mladino, prej, kot lahko gasilec sploh operativno deluje, mora obvezno praviti tečaje za pripravnika in potem za operativnega gasilca, ki je v obsegu 150 ur, teoretičnih in praktičnih, in potem, ko ima še upravljeno zdravniško spričevalo, potem lahko se on se udeležuje teh intervencij. V naši zvezi se trudimo skrbeti za dobro izobraževane gasilce, tako znotraj naše GZ, kjer lahko pravimo določeno število tečajev, za specialnosti, kot smo že prej imeli prometne nesreče, prav tako za nosilce dihalnih aparatov, za reševalce ob neurjih, za nevarne snovi, za notranje požare. Vse te specialnosti pa se izvajajo v gasilski šoli, ker Gasilska zveza Slovenije in gasilska šola pripravljate tečaje in Gasilska zveza Idrija mi skrbimo, da pokrijemo stroške dela našim gasilcem, ki se tega udeležijo, da ne koristijo svojega dopusta, se pravi pokrijemo stroške dela in se prijavljamo glede na to, kakšne so želje in potrebe iz samih društev, potem to skrbimo, da je čim več gasilcev poskušamo usposobiti tudi na teh specialnih tečajih. Kako pa je z zdravstvenimi pregledi? Sodeluje lahko pravzaprav le gasilec, ki je v dobri psihofizični kondiciji in ki je zdrav pravzaprav, ne? Ja, normalno. Seveda ne moremo posredovati, če nismo primerno pripravljeni. Poleg znanja je tudi neka fizična pripravljenost. Tudi v tem primeru mi imamo določene nivoje, se pravi, imamo dve težavnosti, dve stopnje težavnosti ali pa zahtevnosti zdravniškega pregleda. Eden je za zahtevna dela, eden je, bom rekel, malce lažji, ki je zelo podoben splošnemu pregledu, ko ga opravi vsak, ko nastopi neko novo službo. Imamo pa tega zahtevnejšega, za kateri je za nosilce dihalnih aparatov, za reševanje iz višine te zadeve. Tako da poskušamo, ker tudi gasilci vsi nismo za vse, ne? Nekateri so malce bolj sposobni delovati v ekstremnih razmerah, nekateri bodo morda, bom rekel, na pamet, ali pa tako bolj laično povedano, delovali zunaj gorečega objekta, vendar pa za vse bo vedno dovolj dela. Je treba pripraviti vso opremo za vstop v prostor, je treba konec koncev rabimo tudi šoferje, ki bodo pripeljali vozila in tako da dela je za vse dost, tako da ponavadi potem tudi znotraj samih gasilskih društev se malce to formira, tako da nekako potem gasilci vemo, kaj je čigava naloga. Nove tehnologije prinašajo tudi nova varnostna tveganja. Tu imamo v mislih na primer sončne elektrarne ali pa električne avtomobile. Imate dovolj znanja, kako ukrepati v teh primerih? Na tem področju se zadeve še zelo razvijajo. Seveda osnovno znanje v teh primerih mi imamo. Tudi lahko potrdim, da naši člani se udeležujejo teh tečajev, tako za sončne elektrarne kot za oziroma bom rekel seminarjev. Je pa tukaj več faktorjev, ali je zadeva pravilno izvedena, ali so komponente prave in tako naprej. Tako da ja, te predvsem sončne elektrarne predstavljajo veliko tveganje. Vidimo veliko, bom rekel, poročil z teh nesreč. Ponavadi, če pride do teh požarov, so to kar katastrofalne zadeve na objektih. Tako da ja, zaenkrat moram reči, da pri nas še nismo bili soočeni s temi težavami, srčno upam tudi, da jih ne bo. Če pa bo, pa mislim, da bomo posredovali, kolikor nam takrat to dopuščalo. Ob jubileju 70-letnici ste pripravili obsežen program. Na katerih točkah je bil pravzaprav poudarek? Glavna prireditev v okviru 70-letnice je bila slavnostna akademija, ki smo imeli prejšnjo soboto.
kjer smo podelili tudi, se pravi, priznanja zaslužnim članom kateri so predvsem v zadnjih 15 letih na nivoju Gasilske zveze. Potem smo prevzeli nov prapor in pa seveda obeležili samo 70-letnico. Potem izvedlo se je kolesarjenje po vseh PGD-jih oziroma po mejah občine Idrija. V pripravi je še ena večja gasilska vaja, tudi v okviru te 70-letnice. Tako da, ja, zadeve se kar vrstijo, da nekako počastimo ta naša 70-letnica. Posneli ste tudi 9 predstavitvenih filmov, za vsako društvo svojega. Ja, res je. Ekipa, ki je to delo prevzela, je opravila res lepo delo in veliko delo. Po vseh društvih, to so kratke predstavitve, par minutne predstavitve vsakega društva. Tako da bodo tudi tiste javnost, ki morda še ni bila seznanjena z vsem tem našim delom, kaj je naše delo, kako pristopamo k določenem delu, kje opravimo največ stvari. Morda je skozi te kratke filmčke na socialnih omrežjih imela možnost vpogleda v delo teh naših društv. Omenili ste, da ste dobili nov prapor. To je bilo pravzaprav potrebno, saj star prapor ni odgovarjal več sedanji sestavi zveze. Prapor, ki smo ga uporabljali do sedaj, je bil narejen in prevzet v letu 1982. Se pravi, pod še takratno občinsko gasilsko zvezo Idrija, ki je seveda tudi bila o pomoči občin Idrija in Cerkno, bila so druga gasilska društva, tudi seveda v tem času so prišla že nova društva in Vojsko in Zavratec, tako je. In seveda cerklanske gasilci so se takrat odcepili in so bili v svojo zvezo. Tako da smo imeli to željo, da izdelamo nov prapor, ki bo mogoče malce bolj opisal nas, oziroma predstavljal nas, kajti prapor je statusni simbol neke organizacije, kot da tudi na tem praporu je navedenih, poleg gasilskih simbolov so navedena tudi vsa gasilska društva, ki so v Gasilski zvezi Idrija. In mislim, da bomo lahko s ponosom se predstavili tudi s tem praporjem na naslednjih na sledečih aktivnostih. Na ročaju tega praporja ste namestili neke žebljičke, navezali so se neki trakovi. Povejte nam, za kakšno simboliko, kakšne navade so to? Simbolika pri prevzemu novega praporja je, da se tudi sam prapor, bom rekel, izdela s pomočjo donatorjev. In potem imamo različne vrednosti teh žebljičkov in trakov. In seveda mi smo poslali prošnje za donatorstvo raznorazni, bom rekel, tako privat, kot tudi kako bi rekel, še ostalim, se pravi, subjektom, ki delujejo na območju občine Idrija, in tako so se raznorazne ustanove odzvale in potem različne vrednosti, finančne seveda, in potem se namesti na prapor in to je potem trajno na samem praporju. Osrednji trak pa je pripel župan. Osrednji trak sta pripela, je pripel župan in pa naš gasilski tovariš Valentin Lampe iz Črnega Vrha. Novo vozila ste dobili, mislim, da 6 ali 7 novih vozil. Jih boste koristno uporabljali? Seveda. Gasilska vozila so v prvi vrsti in vedno nabavljena z namenom posredovanja ob intervencijah in za delo ob intervencijah, da lahko naši gasilci varnejše in predvsem varnejše in učinkoviteje posredujejo na intervencijah. Tako smo prevzeli 5 novih vozil, smo že v eni prejšnjih oddajah povedala kar nekaj stvari, oziroma 6 vozil, 5 vozila z modulom za gašenje gozdnih požarov in pa eno vozilo za prevoz moštva. Tako da ja, vse opremljeno in posredujemo opremo, kot so tudi že prej menila, trendi grejo naprej, zadeve se spreminjajo in gasilci moramo biti v koraku s časom. Je pa zanimivo, da so vsa ta vozila šla v gasilska društva na podeželje. Ja,
v tem primeru je bilo tako, da društva na podeželju še niso bila opremljena s takimi vozili, zato je tudi bila primarna skrb, da tudi njih opremimo. V večjih društvih so ta vozila že bila, zato vendar pa smo na podlagi intervencij v zadnjih letih in tudi vaj, ki smo jih izvajali, videli, da imamo dejansko da imamo premalo vozil, oziroma vsako društvo na našem območju bi takrat, ko smo delali te študije, bi potrebovalo tako vozilo. In seveda potem s tem večletnim projektom zagotovili, da vsako društvo ima tako vozilo in lahko uspešno in učinkovito in varno posreduje. Denar za ta projekt bo najbrž namenila občina. 80% teh sredstev bo v večjih letih zagotovila občina, 20% pa so zagotovila društva sama. Večje investicije v prihodnjih letih. Najbrž je gradnja gasilskega doma v Črnem Vrhu eden osrednjih projektov. Ja, seveda. Črni Vrh nujno potrebuje nov gasilski dom. Zdajšnji prostori niso primerni. Seveda gasilci se trudijo po najboljših močeh za izvajanje svoje dejavnosti. Tako da ta projekt je že nekaj časa na mizi, da rečem temu tako. Zadeve se odmikajo, se pravi samo parcelo se je zagotovilo, zdaj pa gremo zahtevno smer naprej, seveda pa je vse odvisno tudi od finančnih sredstev, če govorimo za naš proračun, kar se tiče same gasilske zveze, v nedosegljivih sredstvih. Tako da tukaj v dogovoru z občino jaz verjamem, da bomo to v parih letih zadevo dokončali. Seveda pa tudi še ta projekt teh vozil, ki je nekaj večletni projekt, še ni zaključen, tako da dokončati projekt teh vozil in pa čim prej začeti z gradnjo gasilskega doma v Črnem Vrhu. Govorila so torej o vozilih, govorila so o poslopih, stavbah. Kaj pa ljudje, pravzaprav, kakšen načrt imate najbrž glede mladine, to je najpomembnejše? Ja, tukaj moram meniti, da imamo na nivoju Gasilske zveze, kot tudi v samih društvih, komisije za delo z mladino. Ta komisija opravlja zares veliko delo in dobro delo in glede na trenutne številke, koliko imamo opisanih mladih gasilcev, se nam v bližnji prihodnosti ni zabati za delovanje naših prostovoljnih gasilskih društev. Seveda pa na dolgi rok pa to zahteva določeno strategijo in jaz mislim, da na ta način, kakor se zdaj fantje in dekleta trudijo za delo z mladimi, vsaj za bližnji prihodnosti se nam zato ne bati. Boris Peternelj, poveljnik Gasilske zveze Idrija, jaz vam še enkrat čestitam ob tem jubileju, čestitam pravzaprav tudi vsem ostalim članom gasilskih društev. Želim vam, da bi imeli pravzaprav čim manj dela, pa da bi se čim večkrat srečali ob kakem veselem dogodku. Hvala za čestitke, hvala za povabilo. Tudi gasilci rajši vidimo, da se z občani srečamo na kakšni slovesnosti, taki ali drugačni. Seveda pa, če bodo občani potrebovali našo pomoč, naj jih ne bo strah poklicati na številko 112, gasilci se bomo odzvali. Tako da naš slogan pravi, v službi ljudstva na pomoč. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.